odšli od unga placa in gremo danes naprej. V bistvu se ful veliko ne bomo predstavili, šli si bomo gledati eno toček, ki naj bi bil kar zanimiv, tako da ja, upamo, da bo res. Fadiot je majhen otok, ki ga s celino povezuje približno 800 metrov dolg lesen most. Glavna dejavnost lokalnih prebivalcev je ribolov in nabiranje školjk, tako za prehrano kot tudi za prodajo. Zanimivost tega območja pa je, da praznih školjk ne mečejo stran, ampak izkoristijo tudi lupine. Na milijone školjk je bilo skozi stoletja uporabljenih za gradnjo hiš, cest in poti. Otok pa je s krajšim mostičkom povezan še z manjšim otočkom, ki služi kot pokopališče lokalnih ribičev. Tudi za pokop preminulih uporabljajo školjke. Zanimivo pa je predvsem dejstvo, da je to edino pokopališče v Senegalu, kjer veroizpoved preminulih ni pomembna. Tu so namreč pokopani kristjani, muslimani in animisti. Včeraj smo si ogledali ta otok školjk in moram reči, da se nam je zdel tako malo overrated. V bistvu to, da so povsod školjke sicer res, pač na tleh so, po ulicah, ampak to je pa tudi vse, ni nič, da bi bile kakšne fasade okrašene ali pa karkoli. Tako da v bistvu ja, namesto po makadamu se po školjkah sprehajaš, to je pa tudi vse, tako da ja, malo napihnem. Ja, se je zanimivo, ampak posod piše, tako si predstavljaš res, da boš prišel tja na otok, pa ne bo nobena stvar, ki ne bo imela školjk, v resnici pa ja, ni glih čisto tako. Gremo pa zdaj danes naprej, zdaj bomo zavili malo v notranjost Senegala, ker je tukaj ena zelo velika rečna delta, pred katera itak ni nobenih povezav, tako da jo moramo obvoziti pred notranjost, tako da bomo zdaj še malo notranjost videli.
Danes smo že zgodaj vstali in se naprej spokali. V bistvu zadnje čase to, kar poskušamo delati, zato ker je ful naporno se proti jugu voziti, ker sonce direktno do spredi nocije in se armatura toliko se greje, da je naenkrat ful vroče. Tako da ja, zjutraj, če se spokamo, še nekako gre, čim je pa popoldne, pa je za umret. Ja, pa že zjutraj imamo med vožnjo zdaj eno deko na armaturi, zato da vsaj malo odbije te vročine. Drugače pa zdaj le ura, mislim, da 4 in je noter 39 stopinj, zunaj pa 37, se pravi, približno isto, kljub temu, da imamo vse odprt, sicer malo pihlja, ampak ja, ful je vroče, spredi sva čez šipo dala še eno deko od zunaj in tle z te strani, ko imamo sonce iz boka, imamo tudi na oknu eno deko čez, zato da imamo lahko vse eno okno odprto, da se lufta, ampak da nas sonce ne greje, tako da tako nekako pol preživimo. Sicer res je, da je čez dan dokaj suha vročina, tako da niti ni toliko ful vroče, kakor se sliši, ampak ja, je kakor pri nas v tem najhujšem vročinskem valu, recimo. Kar je dobro, je edino to, no, da se zvečer se res, čim gre sonce dol, se kar hitro ohladi, tako da po noči kakšne 20 stopinj, tako da se da dobro spati in tudi kemper se po noč dosto ohladi, da ni že zjutraj takoj vroč. Ampak ja, je pa čez dan je pa kar popoldne rata res ful vroče. Sploh tle v notranjosti v redu, ker je tudi po noč dosti suho, ob morju je bilo pa ful vlažno, tako res vse je totalno mokro ratal zunaj, tako da si noter rabil kar nekaj časa, da si se nehal popati. In ja, tako da nisem mogla imeti niti ful oken odprtih, no, ker je tudi noter vse vlažno ratal. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!